Redna letna skupščina Nogometne zveze Slovenije je bila na prvi pogled takšna kot mnoge v preteklosti, po drugi strani pa posebna, tako rekoč zgodovinska, saj je prvič potekala v prostorih, ki so last naše krovne organizacije. Nacionalni nogometni center Brdo je v vseh pogledih nogometno središče Slovenije. Jaz sem izjemno vesel, da je 40 tisoč in več slovenskih nogometašev končno dobili svoj dom. Posebej sem ponosen, ker smo to uspeli sfinancirati brez pomoči države. Gre za res veliko pridobitev tako za Nogometno zvezo Slovenije kot celoten slovenski nogomet, kar se seveda kaže že tudi pri aktivnostih, ki tukaj že izvajamo. Predsednik je ponovno poudaril, da je bil center zgrajen brez pomoči države in zato je pridobitev toliko bolj dragocena in ponos Nogometni zvezi. Navdušeni so tudi gostje. Ja sam već drugi put dolazio sam u toku izgradnje, doduše nije bio ovako lep dan, sada stvarno ovo izgleda vrlo impresivno. Ovdje sam siguran da će se tražiti mesto više od ne samo reprezentativnih selekcija, već i velikih klubova. Predstavnik Evropske krovne organizacije in nekdani sekretar Nogometne zveze Srbije je skupščini prinesel pozdrave novega predsednika Svetovne zveze Giannija Infantina, ki je bil ob izvolitvi deležen tudi podpore Nogometne zveze Slovenije. Infantino bo tudi najvišji gost svečanega odprtja Nacionalnega nogometnega centra, ki bo 6. maja. Prav v zvezi z gradnjo Nacionalnega nogometnega centra je predsednik Čeferin poudaril, da je projekt uspešen tudi zaradi zmage nad togo birokracijo, ki je postavila precej ovir na poti proti cilju. Očitno so nekatere izrečene kritike padle na plodna tla, saj se obeta bolj konstruktivno sodelovanje, kar sta poudarila tako Boro Štrumbelj, generalni direktor Direktorata za šport pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kot tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec. Vse, kar pričakujemo od države in vse, kar pričakujemo od zakona o športu, je to, da nas ne bojo ovirali pri našem delovanju. Skupščina je potekala tekoče in brez zapletov. Posamezne točke so strokovne službe dobro pripravile in predstavile delegatom in gostom. Nogometna zveza Slovenije je še vedno vodilna panožna zveza z največjim številom klubov in aktivnih nogometašev ter z urejenim delovanjem, katerega rdeča nit je tudi uravnotežen proračun. Njegova vrednost je 10,7 milijona evrov. Glavni delež oziroma slabo tretjino prihodkov predstavljajo medijske pravice, med glavnimi odhodki so stroški prve lige in članske reprezentance. Finančna slika NZS je dobra, je stabilna, seveda bi si želeli še več, predvsem dela na razvojnih projektih, na infrastrukturnih projektih in predvsem v povezavi tudi z lokalno skupnostjo in državo moramo narediti korak naprej tudi pri izboljševanju infrastrukture tudi v bodoče, predvsem če želimo dvigniti v skladu z našimi strateškimi usmeritvami množičnost in število registriranih nogometašic in nogometašev, ki se bodo pač redno tedensko ukvarjali z nogometom. Redna letna skupščina je tudi priložnost, da se izpostavi posameznike, ki dajejo osebni pečat razvoju nogometnih sredin. V plaketah Nogometne zveze Slovenije tudi dve posebni priznanji. V občini Grosuplje so dali nogometu posebno vlogo in s tem pokazali, da ima lokalna skupnost pomembne vzvode za njegov razvoj. To je največ, kar lahko storimo v občini za naše otroke, naše mladino in pa tudi za popularizacijo nogometa nasploh. Na Kozini pa častitljiv jubilej 90 let tamkajšnjega kluba, ki z mlado ekipo stopa na novo pot uspehov. Jaz osebno sem prevzel klub pred kratkim, tako da pri teh 90 letih dejansko nisem imel kaj dosti. Ampak imam pa že, kot veste, zavihane rokave za naprej in dejansko je moj cilj v naslednjih 10 letih pripeljati A reprezentanta. Veliko je dejavnikov, ki so oblikujejo podobo najpopularnejšega in najbolj razširjenega športa v Sloveniji. Eden pomembnejših so sodniki, ki jih je vse večja medijska popularnost slovenskega, predvsem prvoligaškega nogometa postavila še bolj v ospredje. Težava je v hitrosti igre, večje dinamike, večje duelov in tudi posledično težje delo za sodnike, vendar pač sodniki so usposobljeni za to, dogajajo se napake, kar je tudi normalno, vendar mislim, da se sodi zelo kvalitetno, ne glede na to, da se dinamika igre dvignila oziroma kakovost igre v slovenski ligi močno poveča. Vsak posameznik je tako ali drugače ogledalo naše krovne nogometne organizacije, katere glavni ambasador je seveda članska reprezentanca. Naslednji velik cilj, pomemben tudi iz finančnega vidika, je preboj na svetovno prvenstvo. Predsednik sicer poudarja: Mi nikoli v finančnem načrtu ne planiramo uvrstitve na nobeno tekmovanje. To bi bilo nespametno, ker pravzaprav še vedno je manjša možnost, da se uvrstiš, kot da se ne uvrstiš. Bodo pa kvalifikacije na vsak način zanimive. Ugoden razplet kvalifikacij bi seveda odprl nove proračunske možnosti za nadaljni razvoj nogometnega kompleksa Brdo, ki naj bi ga v prihodnje nadgradili z medicinskim centrom, tudi z večjim posluhom države.
Hvala.